Ime tedna. Ime tedna na Valu 202 je Branka Bezjak, predsednica sindikata novinarjev Večera, ki se je odzvala na odločitev vodstva in ukinitev samostojnega uredništva Priloge ter na odpuščanje novinarskih kolegov v časopisni hiši. Opozorila je na kapitalske interese in degradacijo novinarskega poklica, pristojne v državi pa pozvala, naj zaščitijo novinarstvo, ne lastnikov. Branka Bezjak, dober dan. Dober dan. Se lahko tikamo, ker smo kolegi? Ja, seveda. Branka, zmagala si ali pa zmagali ste, če prištejem kar vse tvoje kolege pri Večeru, v hudi konkurenci. Slovenci smo športen narod, ampak ne vem, najbrž se boš strinjala, da očitno znamo v situacijah, kot je vaša zdaj, prepoznati, kaj je v nekem trenutku zares pomembno. Tako je, to je res izjemen dosežek, kakor si že rekel sam. Izjemna potrditev za novinarstvo, nam vsem skupaj, da znamo v prvi vrsti skupaj stopiti kot kolektiv in predvsem res hvala vsem, ki so glasovali tako kot si rekel, da v tej konkurenci, da smo premagali svetovnega rekorderja, je res nekaj neverjetnega in zato še toliko večja potrditev in toliko večji pomen tega naziva, res neverjetna zmaga. Da ljudje znajo še torej ceniti to odločno, pokončno novinarstvo tudi širše. Tako kot je rekla ravno ta gospa, da brez medijev ni šampionov. Tako da sem na nek način, tako kot je ona glasovala zame, ne pa za Prevca, morda tudi jaz zdaj malo čudno izpadla. Ampak še enkrat, torej, to je res v prvi vrsti priznanje, potrditev našemu kolektivu, torej pri Večeru, da se je vredno izpostaviti, da torej imamo tudi potrditev širše pri ljudeh, ne samo znotraj naših krogov. In sama bi predlagala morda za njeno ravnanje kolegico Jano Juvan, ki se je morda pretekli teden še bolj kot jaz izpostavila, ki sem sindikalistka in torej se nekako od mene tudi pričakuje, da se izpostavim, se podpišem pod kakšne dopise, tudi javno kaj povem za medije. Ona pa torej kljub temu, da nima recimo te sindikalne zaščite, se je tudi stopila pred kamere in se trdno in odločno postavila za stvar, za vse nas. In se pravi, torej še enkrat smo dokazali, da skupaj zmoremo in upam, da bo tu tudi neka spodbuda ostalim novinarjem, ki se prav tako soočajo z izgubami, z odhajanjem kolegov in na ta način slabljenjem medijev, kajti pač novinarstvo ni brez novinarjev, mediji so lahko, ampak novinarstvo pravega pa brez novinarjev ni, tako da pač naj bo tudi to neka spodbuda kolegom, ki morda odklevajo, ali je vredno ali pa odhajajo v tišini, da se morda skupaj smo močnejši in se skupaj lahko postavimo in ustvarimo morda tudi nek pritisk na odločevalce, da vendarle nekaj naredijo. Ja, zdaj novinarji nočemo poslati novico, včasih je to nujno, se danes torej očitno še znamo postaviti zase in tudi za novinarske kolege. Sodeč po tem, kar si povedala, da očitno gre pa v nekaterih primerih tudi za tvegano početje, da novinar stopi pred kamere in glasno izrazi, svoje nestrinjanje z ravnanjem lastnikov. Ja, zagotovo. Ni to enostavna odločitev. Seveda smo tudi mi oklevali že pred tem, ko je že bilo napovedano, že mogoče zdaj se to že vleče skoraj 2 meseca, ko je že bilo napovedano, da bodo nova odpuščanja pri nas, kajti to seveda ni prvič, da so krčenja kadrovska, smo že pretresali možnosti, kaj lahko naredimo, pa so seveda bili pomisleki pri vseh nas, da tako ali tako ne bomo mogli ničesar storiti, ničesar spremeniti, kvečemo si morda še nakopljamo kakšno zamero ali kako bi rekla pri naših lastnikih, pri vodstvu hiše, ampak vendarle smo ocenili, da
da če smo novinari, če smo pravi neomajni novinari, se bomo postavili tudi zase. Seveda je to najmanj hvaležno, kajti, kot si že rekel, novinari ne želimo biti zgodba. Mi pišemo o drugih, mi izpostavljamo krivice, nepravice, se postavljamo za šibke, za druge. Ampak, ko pa pride tako daleč, pa seveda Kovačeva kobila ne sme biti bosa. Mislim, da pa moramo potem ravno pokazati s tem in da s tem pokažemo, kakšnega kova novinari smo, če se vendarle kljub vsem tem zadržkom. In čeprav vemo, da bomo morda naše prizadevanje že vnaprej, da bodo obsojena na propad, da se vendarle vredno izpostaviti in postaviti za pravo stvar. Zato res še enkrat toliko, res veliko pomeni ta potrditev, ta naziv ime tedna, da so tudi drugi poslušalci, da so pač gospe poklicale in povedale za pravo stvar, da torej še ljudje razumejo ta pomen novinarstva v današnji družbi, ki nenehnega hitenja, ki seveda ne zmoremo ali pa si ne vzamemo časa več brati poglobljenih člankov, analiz in tega, da torej ljudje vedo, kaj pa je res to tista vrednota. Branka Bezjak, zoperstavljate se, ne uklanjate se pritiskom lastnikov, glede na odzive širše javnosti na omrežjih, po neposrednih odzivih in nenazadnje s tem glasovanjem je vaše ravnanje seveda deležno široke podpore. Lastnike omenjate tudi sami s kolegi, namreč ko se oglašate, pa me zanima, morda je nekoliko teže razumeti neposvečenim zunanjim opazovalcem, ko s kolegi opazujete, spremljate poteze lastnikov skozi daljše obdobje, kakšno logiko, namen razbirate v njihovem ravnanju? Ja, mi smo pač zasebni mediji in v pač krutem kapitalizmu in tržno usmerjeni družbi, v kateri živimo, je pač tako, da lastniki seveda želijo svoj dobiček, kar je seveda povsem legitimno in tudi prav. Najbrž bi potem moral biti nek humanitarec ali ne vem, dobrodelnež lastnik medija, ampak vendarle mi se skozi opozarjamo, da se mora ta lastnik ali pa ti lastniki, večer jih ima namreč 5 ali 6, je lastništvo razdrobljeno, da se morajo zavedati, da vendarle vodijo oziroma so lastniki deležev enega posebnega podjetja, torej medijskega podjetja, ki pa mora delati v javnem interesu za obveščenost, informiranost ljudi in prenašati kredibilne in verodostojne novice, analize, članke, komentarje. Kajti, če tega ne bo, tudi potem njihovega dobička ne bo. Vsaj tako mi menimo in smo prepričani, da na dolgi rok samo neke senzacionalistične novice ali kakršnekoli, ali pa neke površinske novičke, kar lahko na hitro morda narediš, da brez poglobljenih člankov tudi denarja potem ne bo, ker enostavno ljudje ne bodo za to plačevali. Glavnem izpostavljamo, da ne smemo podcenjevati naših bralcev oziroma naročnikov, ki plačajo za to, da dobijo tudi dobro vsebino, ne pa nekaj površinskega. In seveda z zmanjševanjem števila novinarjev, torej poglobljenih vsebin ne moreš pripraviti, kajti je prevelika obremenjenost, da bi kaj takega lahko naredil. Če se dotaknemo še politike, tudi ministrice za kulturo je komentirala dogajanje na Večeru, med drugim omenila, da naj bi še letos stopil, oziroma da bo še letos stopil veljavo nov zakon o medijih, tudi dostop do sredstev, ki bi pomagala tiskanim medijem s tem. Zraven pa smo slišali tudi opozorila, da je nujno, da ta sredstva pridejo do novinarstva, ne do lastnikov. Ja. Se vam zdi, da pelje nov zakon o medijih v pravo smer, kar se tiče tega? Zaenkrat je videti sicer, da ne. Tudi v koncentracijo lastništva zaenkrat še ne posega, kar se ravno na našem primeru kaže tudi, ker smo v bistvu posredno v lasti neke skupine in potem znova lahko seveda kakovost pada oziroma z izmenjevanjem nekih vsebin se zmanjšuje raznovrstnost. Zato seveda lepo je slišati, da je ministrica izjavila, da skrbjo opazuje, kaj se dogaja pri nas. Upajmo, da bo tudi slišala naša vsa ta opozorila glede zakona, kar menimo, da še pomanjkljivost, torej to, kar si omenil, da
denar res pride za delovna mesta, za novinarje, ne pa ponovno za lastnike, ki seveda lahko to nekam prekanalizirajo v druge zadeve. Zagotovo pa seveda s tem apeliram obenem tudi seveda na poslušalce, na bralce, da nas seveda morajo podpreti pa tudi oni z naročninami, s plačevanjem kakšnih pač prispevkov ali kakorkoli, ker vendarle smo mi na trgu, mi nismo delamo v javnem interesu, ampak smo pa na trgu, ne, torej zasebni mediji. In tako kot pač ljudje plačujejo RTV naročnino ali pa, ne vem, naročnino za Netflix na kabelsko televizijo, naj podprejo tudi v bistvu kakovostne, zaenkrat še kakovostne tiskane medije. Le tako bomo pač tudi res lahko delali za dobro bralcev in bomo naprej vsi čuvaji, da bomo lahko kredibilno in verodostojno gledali pod prste tako političnim kot ekonomskim odločevalcem. Branka Bezjak, ime tedna na Valu 202, lahko, glede na to, kar si pravkar povedala, namigneš, kaj denimo lahko poslušalci, ki bodo kupili jutrišnjo izdajo Večera, kaj bodo lahko prebrali, kaj izvedeli? Zdaj pa sem v nelagodju. Zdaj si me dobil, zaradi tega, ker sama urejam eno prilogo Štajerc, ki se posveča še bolj mikrolokalnim stvarem, pozitivnim zgodbom posameznikov in društev, ki niso toliko zdaj sicer na prvih straneh časopisov ali pa v prvih minutah medijev, in sem se s tem ukvarjala, nisem bila toliko vpeta v dnevno redakcijo. Obenem pa sem res tudi prvič se tako aktivno angažirala tudi za to glasovanje, ne, ravno zaradi tega, ne toliko samo zase, ampak v prvi vrsti za vse novinarje, tako da nisem se pravim ob tem in ob svojem siceršnjem delu utegnila spremljati, kaj bo dnevna redakcija za jutri pripravila, zagotovo pa dobre zgodbe za prebrati in tudi vredne plačila naročnine, če temu rečem. Vem, da bo kolegica zagotovo tale zgodbo dijakov, ki so se brutalno znesli in tako, kar je sicer se že včeraj na veliko delilo, ampak mi pri Večeru se držimo tega, da raje mogoče počakamo oziroma najprej vse preverimo, preden na hitro delimo, da bi dobili tiste prve klike, da torej je narejeno z vseh vidikov in stališč. Skratka, številne strani zunanje političnih, nacionalnih, predvsem pa regionalnih zgodb, analitičnih, poglobljenih, ki pomagajo razumeti tisti del Slovenije, tudi ne tam živečim, in ki jih brez Večera pravzaprav ne bi bilo na radarju marsikaterega medija in zato tudi ne v zavedanju, znanju, vedenju dobršnega dela slovenskega občinstva. Je res. Tako, točno, tako lepo si povzel in tako je vsak dan, se pravi, zdaj nisem konkretno mogla še za jutri napovedati, se opravičujem, zdaj sem res malo, ampak tako kot si rekel, razlagamo, pojasnjujemo, analiziramo tako lokalne zgodbe kot zunanjo politiko, šport, kulturo, tudi kritike in tako, kar je tudi v bistvu že usiha povsod, neka kritika gledališka in siceršnja recimo, ne. To so tudi ene takšne rubrike, ki izginjajo iz drugih medijev, ker pač niso toliko tržne. Tako da vse to še Večer zmeraj ohranja in dokler še bomo zmogli tako delati, se bomo za to borili. Naj bo tako še dolgo. Mi vas podpiramo. Branka Bezjak, ki je ime tedna na Valu 202, predsednica sindikata novinarjev Večera. Hvala za pogovor in za res vse dobro in srečno želim. Hvala, enako, hvala. Srečno.